Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in to je zadnji del pogovora z gospodom Alojzom Vovcem. Kako je bilo potem s tem zdravljenjem? Zdaj, midva sva dosti že povedala danes, nisva pa niti omenila, da imaš težko obliko hemofilije A. In kako je v bistvu potem, kakšna je bila razlika med zdravljenjem s krioprecipitatom in potem s koncentratom? No, tukaj je tudi ena dobra zgodba, ko je začel se to ambulantno zdravljenje. Meni ni bilo treba hoditi na hematologijo ali pa na IPP, po krioprecipitatu, ampak so ga imeli v bolnici na Jesenicah. In zadolžen za to je bila pa kirurška ambulanta, ker je edina 24 ur delala. Vse te druge so bile ali v dopoldanskem ali pa v popoldanskem času. In pa sem jaz hodil dol po ta krioprecipitaat, včasih 2-3 dni zaporedoma, odvisno od krvavitve. Enkrat sem mu pa krvavitev v kolen in bil tam doktor Lah, ki mi je pa dal 1000 enot, ne 2500, kakor sem dobival za take krvavitve na telesno težo. In da mi bo kolen punktiral, 1000 enot pa kolen bo punktiral in bo stvar končana. In jaz sem mu takrat še ta težke železne birle, udaril po mizi, tam ki je sedel, sem rekel, na to ne pristanem, 2500, fertik, ustrajam na temu. In sem rekel, samo pridite mi bliz, jaz vas bom z birlo po glavu. Ne boste punktiral, pa da je bok. No in midva se tam ene pol ure prerekala, v not je prišel eden reševalc, ki me je poznal, je pripeljal enega, not pride, ki je bila galama, pa tale strojepiska, je rekla, pa daj mu 2 jurja pa pol, se vsi mu dajo, ki je videla kartoteko, tam je rekel, glej, si ima skozi 2500 evrov, a ne evrov, enota, daj mu, ja ne, 1000 pa punkcija, No, in sem rekel, ajde, doktor Lah, zmenila se, da če greva z taksijem v Ljubljano na pediatrijo in če bojo rekli, da je 2500 treba, vam jaz plačam dnevnico, taksi pa vse. Sem rekel, če ne pa vi taksija, pa ni pristal, pa je pa ta, jaz sem mu pa vedno na zalogi pa delovne naloge za rešilca. In ta reševalc je rekel, daj nekaj se kregati, greva midva v Ljubljano, ki je vedel, da imam doma delovni nalog, ki me pa je pripeljal, sem mu ga pa dal. In so šla in sem šel na pediatrijo, profesor Benedikovi sem mi povedal, pa ta je tudi reševalc potrdil, in ona je pismo napisala temu doktor Lahu, in sem jaz se pa pritožil direktorju bolnice na Jesenicah, in so imeli poj, so ga zaslišali, in zgleda je dobil kakšen ukrep, ker poj naslednjič, ko se srečala, je rekel, ob 4. popoldne, ko imam jaz ambulanto, ne hod. Sem rekel, v redu, ne bom hodil, pa nisem hodil. In je bilo, so bila zmenjena, takrat, sem bil pa premeščen iz pediatrije na hematologijo, sem imel pa krvavitev tlele v steno mehurja, pa malo medenico, v glavnem bolel me je za popizditi, in me z rešilcem peljejo na hematologijo, takrat doktor Andolšek pa profesor Buhinc prideta, sem rekel, če lahko nekaj dobim proti bolečinam, da mi bo lahko krioprecipitaat stekel, se nisem mogel vležiti, ker je pritisnilo na tale dveni dela. Profesor Buhinc je rekel, kva mislite, da ste tle not prišel, da vas bo nehal boleti, malo vas pa more boleti. Rekel, noč ne bo proti bolečinam, krioprecipitaat in fertik. In sta šla ven. Andolška tudi do besede ni pustil. No pa pride ena Cirila, sestra srednja, dobra deklica, tako kot človek. Sem rekel, Cirila, da mi je voz pripel, ta cajt, ko mi topijo krioprecipitaat, grem jaz v dnevno sobo enega pokadita, ki se je tam lahko kadil. Alkohol se je vkapil, to je bilo. Džumbel se mi pripelje voz, jaz na voz,
v lift, direkt na pediatrijo. Sem rekel, da grem nazaj na hematologijo, dokler mi ne date proti bolečinam. Aha. In povem, no, sem tam dobil proti bolečinam, se ti spomniš, ki ste sive Škode, ki je bila na pediatriji, ki je v piškur vozil, pa ena spremljevalka je bila. No, in me s tisto Škodo me pelejo nazaj na hematologijo v kliničen center. Je vemo mast, že od spodaj sem slišal v Bohinjcah, ki je mu tak prodoren glas. A veš, so bili postrojeni, sem šel v špalerju, na oddelek do sobe, me je zmerjal, ko sto hodičev, pa si jaz dovoljen, da sem šel na pediatrijo. Sem rekel, če mene boli, tam sem jaz vedno dobil proti bolečinam, in sem rekel, če tukaj ne bom dobil, bom šel tja jih iskati. Takrat mu je skozi proti bolečinam ni bilo problema. In tako da, pa se je pa začela te krvavitve, mislim, skozi so bile, začele so se stopnjevati, in ta kriopreciptat je bil tako. Je bil učinkovit, samo si mogel večkrat, 2-3 dni zaporedoma dobivati, ampak je bilo boljš, mislim, je bilo v redu. Poje smo pa kar naenkrat pa prešli na ta takrat oktanate. In ko je bil ta oktanate, se je pa pri meni začel, bom rekel, nekako porajati, da bi začel sanacijo teh sklepov. Takrat je bil. Se pravi, takrat si imel, kaj si imel, katere sklepe si imel okvarjene? Jaz sem imel vse, oba dva gležnja, oba kolena, oba dva kolka, oba dva komolca, obe dve rame, tudi zapestje niso polno gibljiva. Ampak bilo je pa tam 2002, mi je pa v bistvu raznesel mi je levo koleno. Nisem ga mogel premakniti doma, sem bil, sedel, sem rekel, pa televizijo gledal, ko bom sedel, se bom ulegel. In sem jaz nogo dvignil, luft je mene zabolelo v kolenu in ga nisem mogel ne stegniti, ne skrčiti, ampak v tem položaju je bil. No in potem sem klical na ortopedsko, doktor Brecla, je rekel, naj me kar dol pripelje žena, me pripeljala, je dal blokado, pa na kinetek, pa faktor sem dobil. No in tisti je potem popustil tam po 1,5 ure. No in potem čez 3 tedne, septembra, me je pa zopet. Ampak takrat pa tudi na kineteku nismo spravili kamer, tako da sem potem hodil s to 4-točkovno opornico po prstih, ker je bil kolen tako skrčen. In novembra 2002 sem šel na operacijo tega kolena in pa smo videli, da se stvar obnese, tako da imam zdaj zamenjena levo in desno koleno, levi kolk, pa desni gleženj manj zatrjen. Vmes mi je pa doktor Brecel pa delal še te sinovektomije na obeh komolcih. Spravi, da nisem imel krvavitve. Sinovektomij, pa jaz nimam več problemov z komolci. Sploh pa imel sem pa problem z desnim komolcem, ker sem v desni roki pa berglo. Roko nisem do konca stegnil in je bil ta kot, je bil še bolj obremenjen za sklep. No in odkar pa hodim jaz brez bergal, pa teh stvari več nimam, nimam teh problemov in vse operacije so potekale čisto normalno, brez vsakršnega zapleta. No in pred 3 leta, meni se zdi, sem pa na podkožnemu. Na podkožnega sem šel pa predvsem zato, ker imam izredno slabe žile, ker je bilo to kontrakture, par žil je samo bilo v uporabi, izrastki, brazgotine in tako naprej. Včasih si bil v žili not, pa ni šlo, ker je brazgotina pritisnjena na metuljčka in sem hodil
v zdravstvenem domu v Kranjsko Goro, da so mi dajali, deklice so se me ustrašile, niso vedele, a bo, ne. Ampak vedno smo spravili to not, ne. In poj je profesor Zupanova videla, kakšni problemi so z žilama, ne. Ja. Sem šel na tega podkožnega, od takrat sem pa jaz neodvisen. Okay. Prej sem ponedeljek, sreda, petek v zdravstven dom mogel hoditi, ali pa če sem kje bil, sem mogel imeti višjo medicinko, da me je pičila, a ne. Ja. Sem bil na obnovitveni rehabilitaciji v Zrečah, je bil problem dajati ta oktanate, a ne. Tako da enkrat, ko sem bil, so prvo rekli, kaj je ultrazvok, pa so mi iskali žile po roki, pa je res, a ne. In poj sem bil prešpikan, ko bi pikado igrali. Vedno pa jaz pa nikoli nisem pustil, da bi dal faktor v sistem od metuljčka. Ne, ker tukaj, če je bil v sistemu od metuljčka, pa če ni zadela, si vrgel preč. Ja. In jaz sem vedno ustrajal in vedno sem tako prakticiral, tudi sem si sam dajal, da sem s praznim metuljčkom se zbodil. In da sem pustil, da je kri prišla do konca sistema, pa sem šele dal šprico gora. Ne. Tako da sem v šprici sem pa še malo zraka pustil, da sem tudi vse iz sistema potankal, ker sem gorenca, ne, do zadnje kapljice. Ne. In zato, tam, ko so pikado z mano igrali, pa ultrazvok privlekli, ni šlo nič faktorjev, nič, ne. Ker smo šli na prazen metuljček žile iskati. In to sem mu vedno, in potem je bil ponedeljek, sreda, petek, kamorkoli sem šel. Vprašanje, kje boš pa faktor šel, kam boš šel pa faktor iskati, ne? Pa če sem kam tako prišel, je vsak hotel imeti potrdil, kada je to, ne vem, neka droga, da bom jaz pa v deliriju, če mi bojo to dali, dajte potrdil, da to res dobivate, in take bedarije. Zdaj sem na podkožnem, vsakih 14 dni se pičam in sem neodvisen. To je ena stvar. Druga stvar, imam jaz od takrat, odkar sem na podkožnem, izredno malo krvavitev. Prej sem kljub temu, da sem v ponedeljek, sreda, petek, se je meni že v nedeljo zvečer ali pa v ponedeljek zjutraj pojavila kakšna manjša krvavitev. Kljub preventivi. Okay. Kljub, ampak ker si nisem sam dajal, ker sem bil vezan na zdravstven dom, tisto nedeljo nismo mogli zapolniti. In tako da zdaj, odkar sem na podkožnem, sem vsega skup 3 krvavitve, pa sem bolj aktiven, kot sem bil prej. Pa mi tudi, ko kurimo na drva, mi je padel 30,5 metrsk polen na nard, pa ni bilo nič. Ampak sem za nalašč čakal, če bo, da bom šel poj v zdravstven dom, ampak ni bilo nič, tako da še vedno imam doma ta faktor 8. Zdaj sem bil iz oktanate, sem šel na refakto, in sem prišel na refakto, je bil tudi boljši učink. Jaz imam občutek, da je bil oktanate slabši, kot je refakto. Da je bil manj učinkovit. Vse jaz imam tak občutek. Ne vem, nisem pa zdaj, kar sem pa na podkožnem, sem pa neodvisen, grem kamor hočem, sabo vzamem, se pičem v trebuh in fertik in gremo dalje. Je pa, jaz sem bil vedno, to sva imela midva z doktorom Dolškom tudi vedno na vsakem pregledu, sva imela en tak razburljiv pogovor. Po pravici povem, vsa poročila, ki sem jih pisal sem bil na oktanati. Vsa poročila, ki sem jih pisal, so bile lažne, niso bile v skladu s tistim datumom, ampak jaz, ko sem šel k Dolšku na pregled, sem vzel tisto poročil, pa sem se v bifeju usedel pol ure, pa sem pa vedel, 20 mi je dal, 20 kot moram tlele not napisati,
po datumih moram stlačiti v ta časovno obdobje, a ne. In pa spet sem si mogel izmišljati krvavitve, a ne. Nisem pa hotel, da bilo skozi v eno stvar, a ne. Ampak iz centra za hemofilijo vedel sem pa, da so flaške 6-mestna številka, a ne, 2 črke 6 številk. In jaz sem si izmišljal te serije. Ampak noben živ Bog me ni poklical, da to ne drži, kar sem jaz napisal, da te serije ni. Ne, to se pravi, da je bila tudi kontrola nikakva. Ne. Če bi bila resnična, bi videli, da te serije ni. Ja, se kontrole ni v bistvu. Ja, in jaz pridem k Andolšku s tistim listom, on mene takole gleda. Prav, če boste takole nadaljeval, boste pristal na invalidskem vozičku. Sem rekel, ni problema. Se bom v električnega, ko imam zjebane roke, ne bom imel voziček na ročni pogon, ampak na električen, ne bom imel joystick, pa se bom vozil. Ni problema. Sem rekel, koliko se bom pa še jaz. In je čisto ven padel, in cajt me gleda, mi začne govoriti, da to ni v redu, to ni prav in tako naprej. In na koncu mi je rekel, ja, veste, da se pa tako obnašate, vam pa manjka ena fakulteta. Sem rekel, doktor Andolšek, res je, nimam fakultete, ampak imam pa 40 let življenja s hemofilijo. Sem rekel, in jaz vedno hemofilijo porajtam takrat, ko imam krvavitev. Ko jo nimam, jaz živim normalno, tako kot vsi drugi. Se igram športe z žogo, razen smučam ne, plavam ne, pa šaha nočem igrati, ker so me skozi to silili. Sem rekel, drugače pa jaz živim neobremenjeno, ne, in to njemu ni šlo v glavo. Sem rekel, jaz zjutraj, ko vstanem, ne rečem, hemofilijo imam, počasi se moram na školjko usesti, fajn bi bilo, da bila tapicirana, ne pa kakšno krvavitev dobim. Sem rekel, jaz ne živim s hemofilijo, hemofilije pri meni ni, je takrat, ko imam krvavitev. Takrat ukrepam, pa gremo dalje. In tako sem se jaz vedno držal. In jaz vedno pravim, 3/4 stvari, 90-95% je v glavu, in če si potem nekako, da ti verjameš v to, sem jaz marsikatere kriopreciptat pa oktanate prešparal glih s temu, če bi pa skozi mislil na to, bi bile pa krvavitev. Jaz se spomnim enega hemofilika, smo bili skupaj v zdravilišču, vemo, mast pride zjutraj na zajtrk, sediva za isto mizo, pa začne, ja, veš, imam en čuden občutek tukaj v komolcu, če pa začne šlatati tisto komolcevo, čez 2 ure si je faktor dal. Ja, ne, zato, ker je bil, če ni mu krvavitve, ni znal živeti, je mogel nekaj najdeti, pa se šlatati, pa ugaviti, da je jaz sprožil neko krvavitev. Jaz pa nisem porajtal hemofilije in jo ne porajtam. Se pravi, če zaključiva ta zelo zanimiv pogovor, kaj te je dejansko potem tebe, tako zdaj, kaj gledaš nazaj, skozi vse izkušnje in skozi vse, če bi lahko povedal, ne vem, z 2 stavkoma, kaj te je hemofilija naučila v življenju? Prvo, kar je, da jaz nisem nikoli imel občutek, da sem drugačen od drugih, da jaz ne moram nekaj narediti, kar drugi lahko. Jaz lahko vse naredim, kar drugi, ampak v daljšem časovnem obdobju. A veš, jaz na 100 metrov ne bom letel 10 sekund, ampak bom 1 minuto ali pa 2 minute, ampak prelaufal pa bom. In to je bil moj moto vedno, ne da sem jaz drugačen, da se v nek kot zavlečem, in opazujem, kaj drugi delajo, ampak grem v skupino in delam to, kar drugi delajo. Če je bila krvavitev, smo tankali faktor, če pa ni bilo, smo pa igrali naprej. To je tisto, da, kako bom rekel, v bistvu jaz sem živel kljub temu, da sem hemofilik, neodvisno življenje. Nisem bil odvisen od te hemofilije, delal sem vse, pa danes, če povem, če ne bi bil tako aktiven, če ne bi bil to po športu, bi mu tudi manjše poškodbe sklepal, pa mišic in tako naprej bi bil drugačen, bolj fit, ampak meni za nobeno stvar ni žal. Veš, in tudi, če danes ne bi imel zamenjane kolena,
koliko pa gležen, jaz ne bi nič obžaloval, kar se je dogajalo v mojem življenju. Vse sem dal skozi, probal sem, videl sem, da pač kamot lahko, in zdaj, če bi bil ponovno rojen, in pravijo, da pridejo tja v porodnišnico, rojenice pa sojenice, ki ti določijo neko življenjsko pot, In če me tista sojenica vprašala, da moram pač neko kronično bolezen vzeti, jaz vzamem hemofilijo še enkrat, brez premisleka, takoj, ker danes biti hemofilik je šala mala, napram tistem, kar smo mi dali skozi, ampak v redu, jaz pravim, niso vedeli kaj, kako, posledice so bile tudi zaradi napačnega zdravljenja, pa še nekaj bi rad spomnil, kar je pa res za zaključek, kar je pa jaz čutim, jaz mislim, da je to odgovornost države, ker mi hemofiliki z hemofilijo A smo se okužili z virusnim hepatitisom C. Ne vsi, govorimo v nekem časovnem obdobju, rečemo, jaz se nisem... Tako je. In zdravljenje, jaz konkretno sem se 4-krat zdravil, da sem ga pozdravil, ampak to zdravljenje je bilo pa, tako bom rekel, hudo. Ta interferon pa ribavirin sta te celo napeljevala k samomoru. To so bile, bom rekel, travme, ki so trajale 12 mesecev, 1 leto si se zdravil, bil si skozi te stranski učinki, interferona pa ribavirina so bili pač te psihološke posledice, tudi sam sebi sem bil na pot, če me je kjer, bom rekel, čuden pogledal ali pa da mi je kriv prst pokazal, sem se razjezil, in je trpela tako družina, vsi, tudi sam, da danes pa država ne priznava neke rente za to, čist, bom rekel, simbolične, tudi zaradi tega, ker večina hemofilikov je invalidsko upokojena. In so te invalidske pokojnine dokaj nizke, in vsaka renta bi bila dobrodošla, če za druga ne, za plačilo položnice. In to pa jaz tudi pričakujem od države, da slej ko prej, kljub temu, da krvni bratje vlagamo velike napore v to, da bi se priznali, da v nekem doglednem cajtu, ne preden bomo umrli, ampak še za cajt našega življenja, da to dočakamo in dosežemo. Ker ni bila naša krivda, krivda je bila izključno na transfuziji iz preprostega razloga, ker ni termično obdelovala teh pripravkov in s tem bi preprečila okužbo z virusnim hepatitisom C. Nisem, bil narkoman, nisem nespodobno živel, ampak izključno in samo preko tega preparata sem dobil virusni hepatitis C. Zato tudi pričakujem od države neko rento, pa ne bom druge omenil, ki jih imajo, ker imajo in prvošem. Ni zdaj to, zato ker imajo oni, moramo mi tudi imeti. Ni res, daleč od tega. Mi govorimo izključno in samo o virusnem hepatitisu C. Drugem ne govorimo. Dobro. Alojzij, hvala, ker si vzel čas, hvala, ker si z nami podelil, verjamem, da en zelo majhen del svojega življenja, ki vidim, da je bilo zelo pestro in veliko bolj bogato kot verjetno večina ljudi, ki sploh nima hemofilije. In jaz ti želim, da boš še naprej se udejstvoval v vseh teh stvareh, v katerih si tekom življenja naredil veliko razliko, v bistvu ne samo v svojem življenju s tem, ko si bil del tega, ampak tudi v življenju mnogih drugih. In ko mi čakam, da se spet vidimo živo, Ok,